Večerne ure 6. februarja v okviru Kulturnega tedna Kluba študentov Dravinjske doline 2014 so bile tokrat namenjene predstavitvi kulture pitja z vinsko kraljico Slovenije, domačinko Nežo Pavlič. V sklopu Kulturnega tedna smo letos programska ekipa se odločili, ker imamo zelo dobra poznanstva z vinsko kraljico Slovenije za leto 2013, da bomo naredili tudi večer z njo. Tako da še vas pozdravljam v imenu vinske kraljice Slovenije. Večino tu se že tako poznamo, tako da posebej se ne rabim predstavljati, vsi vemo, da mi je ime Neža, da prihajam iz Doberneža, tako da to je dost. Danes pa sem si zamislila tako bolj sproščeno druženje ob vinih Zlatega griča. Bili so tako prijazni, ker od tam prihaja tudi kraljičino vino, renski rizling, pozna trgatev, letnik 2009, da so mi tudi sedaj sponzorsko donirali ostalih 5 vzorcev, ki jih bomo ta večer poskusili. Z nami so pa tudi alkimisti, to so pa nekak kraljičin band, če lahko tako rečem, fanti. Napisali so pesem za vinsko kraljico, ki jo bodo danes tudi predstavili. So super ekipa, ki bodo tudi malo glasbeno olepšali ta večer. Zdaj pa, ker je večina tu mladih, sem si jaz zamislila zadevo tako, da se malo pogovorimo o tem, kako sploh pijemo vino, kako ga strežemo, zakaj to počnemo tako in odkot vse to v bistvu izvira. Kje najlepša roža raste, kje najlepši cvitek je, žljobna volka druge vrste, sladek in obraz kot tu. Žarki sonca ni lepoto, nišejo izdiva dan, obdarila do dobrota, njega ti ji bo predan. Vinska kraljica Slovenije za leto 2014 je nacionalni vinski kroni in njenemu poslanstvu prisegla v začetku januarja letos v Radencih. Eno leto bo združevala slovenske vinorodne pokrajine in skrbela za promocijo slovenskih vin, vinogradništva, slovenskega turizma in kulturne dediščine. V svoji prisegi in nagovoru je 24-letna energična temnolaska obljubila, da bo predano predstavljala in zastopala Slovenijo kot vinorodno deželo za izjemno kulturno dediščino, širila kulturo pitja in predvsem ozaveščala mlade o posebnem odnosu do vina. Postala je tudi ambasadorka Zlatega griča, saj od tam prihaja njeno kraljičino vino renski rizling, pozna trgatev letnik 2009. Sama pravi, da je vino ustvarjeno zato, da nam lepša življenje in ne, da ga uničuje. Potekala je še degustacija 6 vzorcev iz Zlatega griča, ki je v ta namen vse steklenice podaril. Mladi so poskušali različne arome, od sadnih, cvetličnih in terciarnih v suhi konjiški penini, svežem rozeju, suhem laškem rizlingu, polsuhem renskem rizlingu, suhem sauvignonu in sladkem kraljičinem renskem rizlingu. Neža je bila vesela obiska mladih, ki so z velikim zanimanjem poslušali in se spoznavali z vinom na drugačen način in o njem zvedeli marsikaj novega.